Spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni na Mohorskem večeru, ki ga pripravljamo Celjska Mohorjeva družba in Dom Sveti Jožef v Celju. Nocoj smo z Jožefovim hribom še posebej povezani, saj je za našo gostjo v zadnjih letih postal njen dom. Metko Klevišar, ni treba posebej predstavljati, pa vseeno. Upokojena zdravnica, zaposlena je bila na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. V slovenski družbi pa je odstrla pogled na področja, ki se jih ljudje še najraje izognemo. V številnih knjigah in rednih zapisih v različnih publikacijah je spregovorila o življenju in smrti in tako sta s prijateljico Julko Kovač naslovili tudi svoje srečanja in pogovore, ki jih za obiskovalce že več let redno organizira Dom Sveti Jožef. Gospa Klevišar, dober večer še enkrat. Pozdravljeni, tudi z moje strani. Gospa Klevišar je vedno čudovita sogovornica, razlog nocojšnjega srečanja pa je 10. september 2019. Takrat je gospa Metka na svoj Facebook profil objavila svoj prvi zapis, vse ostalo pa je zgodovina, bi lahko rekli. Povejte nam za začetek, kako domači ste s svetovnim spletom in kako ste se spoznavali z družbenimi omrežji. Za mnoge starejše je namreč tako, da je že uporaba pametnega televizorja včasih nepremagljiva ovira. Ja, torej jaz moram reči, da spleta svetovnega ne poznam dobro in da s Facebooka sploh nisem poznala in sem se tega zelo otepala. Potem me pa nagovarjal tukaj uslužbenec Jure, da le začnem. Namreč vedel je, da jaz pišem v družino, da veliko pišem in je rekel, potem boš pa lahko tukaj tudi nadaljevala s pisanjem. No in potem sem nekaj časa odlašala, potem sem rekla, zakaj pa ne bi poskusila. In zdaj vidim, da dejansko to je bil v začetku verjetno medij za mlade, zdaj pa so v glavnem starejši, saj tisti, s katerimi se jaz družim, verjetno so mladi in stari, ampak od teh, ki se name obračajo, ki meni všečkajo, je zelo veliko starih, jaz mislim, še starejših od mene in te krasno obvladajo ta medij. In to je tudi dokaz, da pač nikoli nisi prestar, da kakšno stvar začneš, da se česa novega lotiš. In jaz se sprašujem, a je to zdaj zadnja stvar, ki sem se jo lotila, ali bo mogoče že je prišlo. Kaj vam pomeni imeti 5000 prijateljev na spletu? Nihče ni pričakoval, da se bo ta kvota zapolnila tako hitro, ne? Ja, zdaj, če bi jaz to v začetku vedela, bi bila mogoče malo bolj previdna, ker jaz sem prepričana, da vseh teh 5000 prijateljev ne bere, nekateri berejo, pa ne všečkajo, tako da to ne moram točno vedeti, koliko jih bere. Nekateri pač se prijavljajo, ker jim nekaterim veliko pomeni, da imajo veliko število prijateljev. Ker zdaj se pa name obrača veliko ljudi, ki bi radi postali prijatelji, pa jih moram odkloniti in jim potem odpišem, da imam trenutno toliko prijateljev in da nove lahko sprejmem samo, če kdo odpade. In to je res, da od časa do časa kdo odpade. Jaz ne vem, kako to, ne vem, zakaj, ampak odpade. In potem sprejmem nove. Ampak trenutno je še vedno 300 čakajočih, 300 takšnih, ki so zaprosili za prijateljstvo in morajo čakati. Je pa tudi vedno zelo bogat odziv za take spletne objave, zelo visok. Vedno se kakšne debate, pogovori razvijajo pod temi vašimi objavami. In za razliko od kakšnih drugih objav ali pa kakšnih drugih spletnih strani, kjer je veliko prostora za to, da ljudje stresajo neke svoje negativne čustva, da se nad nekom znesejo, pa je pri vas drugače. To so take spodbudni pogovori, kjer si ljudje dajo podporo. To je verjetno tudi malo drugače kot kje drugje. No, jaz sem tega zelo, zelo vesela, ker se mi zdi, da se pogovarjamo zelo lepo in tudi v lepem jeziku, kar tudi ni vedno na spletu tako lep jezik. To, kar pa ljudje zapišejo v komentarje, to je pa tako lepo, da jaz včasih tudi o tem nadaljujem pogovor tukaj s kom drugim in si kakšno stvar tudi zapišem.
o kakšni stvari potem tudi v naslednjih dneh kaj napišem, ampak moram reči, da se jaz od tega tudi veliko naučim. In zato se mi zdi, da dejansko to, kar se tukaj izmenjuje, to, kar jaz napišem in kar potem ljudje napišejo, da gre za naš odnos, da se to razvija. In se mi zdi, da pisanje res ima smisel, ker potem to sproži, če toliko drugih razmišljanj, pa toliko ljudi razmišlja. Potem vidim tudi to, da nekateri potem odgovarjajo tudi tem komentarjem. To se pravi, da tudi med njimi raste povezanost ali pa mogoče sploh že je. Zdaj ste že kar malo nakazali na to, kar sem vas hotela vprašati, kako v bistvu nastajajo ti zapisi, kaj jih spodbudi. Vsekakor nas večino že pričakajo zjutraj, ker vi ste zgodnja ptica. Ja, to je prav zanimivo. Torej, še sama ne vem, kako sem začela s tem vsakodnevnim pisanjem. In to zame ni težko, ker mi ne vzame veliko časa. Jaz vstajam že zelo zgodaj, ob 4:30, to so že leta in leta navajena. Torej, ko sem še hodila v službo, ne, ampak malo pozneje. Tako da meni po zajtrku jaz začnem s tem pisanjem. Zdaj, ne vem, večinoma se prejšnji dan odločim, o čem bom pisala, včasih pa tudi zjutraj spremenim. Zdaj, kje teme pobiram, je od vse povsod. Nekaj od tega, kar doživim, nekaj od tega, kar razmišljam, nekaj od tega, koga srečam in kaj se pogovarjam, nekaj tudi iz komentarjev, skratka tega je veliko. Jaz sem se tega malo navadila že prejšnja leta. Jaz zdaj pišem 25. leto za družino in sicer sem mislila, da bo to 30 let, ker vmes je bilo nekaj pavze. Začela, ko je mene urednik prosil, da bi začela, sem rekla, da ne vem, če bom lahko celo leto pisala, če bom sploh imela celo leto teme, to se pravi enkrat tedensko. Te prispevki so majčkeno daljši, nekaj daljši, ampak vseeno. In potem, ko sem začela, potem sem začela malo bolj pozorno opazovati življenje, pa poslušati in tem se je nabiralo. In zdaj se jih je za 25 let nabralo. In potem mislim, da se je bila to zame tudi dobra šola. V začetku je bilo to pod naslovom Čisto vsakdanje stvari, potem Pogled z vozička in zdaj zadnja leta pa Iz življenja. Tako da, a veste, zdaj vprašanje, kdo ima večje koristi od tega, a tisti, ki berejo, ali jaz, ki pišem. Dobijam tudi dobre odmeve, ampak jaz imam gotovo tudi velike koristi od tega. Mislim, v tem smislu, ker razmišljam o marsičem in dobijam potem odmeve. En tak namig za kogarkoli, tudi če ne objavljamo, če poskušamo kakšno stvar zapisati in biti bolj pozorni do življenja prek sebe, nam to verjetno vsem bi zelo koristilo. No, in ker so mnogi ti zapisi, o katerih zdaj govorimo, presegli neko trenutno razmišljanje, ki se v digitalnem vesolju hitro zgubi, je nastala tale knjiga. Z aluzijo na digitalno vesolje, v katerem nihče ni sam in naši svetovi se dotikajo drug drugega, smo jih naslovili Utrinki vzporednih svetov. Naloga, kako iz teh številnih zapisov izbrati 160 najpovednejših, ni bila lahka. Ampak na koncu je nastala ta čudovita knjižica, ki jo je z veliko skrbnosti in predanosti oblikovala Lidija Murenc. Z letnimi časi nas popelje skozi celo leto, čeprav ni zapisa za ravno čisto vsak dan. Ampak to ni knjiga, ki bi jo prebrali na dušek. To je bolj zdravilo, ki se jemlje po kapljicah. Kako jo vi dojemate, gospa Metka? Ja, jaz moram reči, da sem knjige zelo, zelo vesela. Torej, jaz tega sploh nisem pisala z namenom, da bi to išlo v knjigi, ampak potem so že kmalu začeli ljudje reči, ja, pa bi bilo dobro, da bi to objavili v knjigi, in potem sem se začela pogovarjati tudi z Muharjevo, no in potem so rekli, ja, zakaj pa ne? In potem moram reči, da ste vi tukaj upravili ogromno delo, ker se to skupaj zbrali, ker je mogoče težje zbrati vse to in uskladiti, pa nekatere dvojne zgodbe v eno dati, kot pa napisati. Zato vam jaz dajem veliko, veliko priznanje. In je pa res v tej gospe, ki je to oblikovala, jaz mislim, da je knjiga zelo lepo oblikovana, da nobena moja knjiga do zdaj
ni bila tako lepo oblikovana. Je pa res, to ni knjiga, ki bi jo človek prebral kot kakšen roman, ampak to lahko prebereš eno stran, pa čez nekaj časa drugo stran in karkoli. Lahko se tudi s čim ne strinjaš, ni nujno, ampak lahko te pa to popelje, da ti razmišljaš mogoče malo drugače. Jaz mislim, da je tudi vse to, kar noter piše, je del nas in mi vsi o tem razmišljamo, mogoče različno, ampak to so stvari, o katerih mi vsi razmišljamo. Moram reči, da ustvarjanje te knjige nam je bilo vsem veselje. Kaj pa sicer vam pomenijo knjige? Tudi o tem ste nekaj zapisov o temu namenili, ne? Veste, ja, to je zanimiv ta razvoj do knjige. To se pravi, mi doma praktično nismo imeli knjig. In jaz sem potem z veliko ljubeznijo nabavljala, kupovala, zame je bila vsaka knjiga zelo dragocena in potem seveda se to nabere in potem teh knjig vedno več. Če tako gledam, je tudi kar nekaj premoženja gre v te knjige, ampak jaz o tem nisem nikoli razmišljala. No, in seveda potem, ko se leta nabirajo in ko veš, da se boš moral začeti seliti, sem jaz že v Ljubljani, ko sem bila, začela knjige oddajati. In takrat sem imela to srečo, da sem se dogovorila s knjižnico v Škofjih Zavodih in so rekli lahko in so mi nekaj let zaporedoma odpeljali po nekaj kartonov knjig. Tako da, ko sem jaz prišla v Celje, sem nekaj knjig še vedno pripeljala s seboj, se pa tudi čas zdaj nabirajo, ne. No, in potem sem tudi tukaj že kar nekaj stran dala. Ampak tako, veste, potem počasi vidiš, da tudi knjig ne boš s sabo nesel, da moraš, in meni se zdi škoda, da bi te knjige, ki ostanejo, šle potem na odpad. Ker to se dogaja, da dostikrat preprosto grejo na odpad ali pa jih nima kdo uporabljati. In zato se mi škoda zdi, da bi knjige kar tako propadle. In tako je. Je pa veselje to, kar nam veliko pomeni, potem deliti še s kom, ne. Tale knjižica se nekoliko presenetljivo začne s poletjem, ker sem omenila letne čase. To pa zato, ker poletje ponazarja čas, ko smo aktivni, ko se nam zdi, da vse zmoremo, da imamo vse v rokah, da imamo ves svet na dlani. Kako spremljate to srednjo generacijo našo, ki skrbi na eni strani za otroke, na drugi strani za ostarele starše, hodi v službo, skrbi za dom, mora biti všečna v trendu, predvsem pa nikoli nima časa? Nam je danes lažje ali težje kot takrat, ko ste vi bili v tej poziciji? Ja, jaz mislim, da je ta srednja generacija zelo, zelo obremenjena. Da je to tista sendvič generacija z obeh strani, ne. Po eni strani skrbite za mlajše, za otroke ali za vnuke, ker nekateri imajo zelo mlade otroke, pa so zelo mladi stari starši, potem pa še skrb za starše, ki so že stari, potem pa še delo. In delo, ki je, to je sredi dela, to je aktivno delo in jaz mislim, da je to težko. In ko jaz nazaj gledam, jaz ne morem reči, da je bilo meni tako težko. Je pa res, da jaz tudi nisem imela družine. In se mi zdi, da je vse lažje, če nimaš družine, da ena skrb odpade. Vse tako se mi zdi zdaj biti upokojenec, biti takole star, je pa pravzaprav zelo lepo. V bistvu si dosti brez skrbi, res je, da se ti nabira vedno več težav in da veš, da lepega dne bo tudi tega konca, ampak po drugi strani imaš pa čas, ki ga lahko oblikuješ, lahko o marsičem razmišljaš, pa vse to, kar se ti je nabiralo celo življenje, se nekako strne v eno celoto. In poleg tega, veste, tudi v tem času nam se ni treba bati za službo, kar je zdaj v današnjem času velik problem, in zaenkrat so še pokojnine. To se pravi, da mi lahko rečemo, da smo zdajle srečna generacija. Po drugi strani pa vse bi morali narediti prav, v resnici pa za nič pomembnega ne dobimo navodil. Zdaj se nanašam spet na vaše zapise, kot je tudi le za vsako 9. stvar prava beseda. Toliko pomembnega nas torej presega, hkrati pa se v tem poletnem času ljudje obnašamo, kot da vse vemo in vse znamo. Kako je to videti s hriba, od daleč?
Ja, to je tako. Obnašamo se dostikrat res tako, kot da vse vemo, vse znamo, ampak v bistvu smo pa po svoje zelo nebogljeni. In česa vsega ne znamo, za marsikaj človek šele potem čez nekaj časa ugotovi, kako bi bilo čisto drugače, če bi se drugače to uredili. Ampak v bistvu je pa tako. Jaz mislim, da tudi kot nevedni, nepogljeni, da je vsaka stvar tudi dragocena. Da je včasih dragocena tudi naša nezmožnost, da nečesa ne moramo narediti. In meni se zdi to tudi dragoceno videti. Jaz si težko predstavljam, kakšen bi bil človek, ki bi dejansko pa vse zmogel, pa vse vedel. Rdeča nit teh zapisov za ljudi v aktivni dobi je v glavnem taka: ustavimo se, zadihajmo, razmislimo, odberimo pomembno od nepomembnega, poslušajmo in se potrudimo tudi slišati, ne samo poslušati, poglejmo si v oči. To so stvari, ki so že tisočkrat slišane, tudi sami ste zapisali, da to ni nič novega, hkrati pa ljudje tako zelo potrebujemo to slišati vedno znova. Ja, zato se meni zdi tudi škoda, kakšen reče, o tem smo pa že govorili, o tem pa ne bomo več govorili. Ne, vse stvari je dobro tudi ponavljati in to, kar je bistveno v življenju, je dobro, da velikokrat ponavljamo, da velikokrat slišimo. Tudi vsakokrat, ko človek o tem razmišlja, je majčkeno drugače, ne? Ker ti postaješ starejši in ko postaješ starejši, kakšne stvari drugače vidiš in je tudi prav, da drugače vidiš. In zato se meni zdi, da za nobeno stvar ni škoda, če si jo že slišal, pa če ti je veliko pomenila, da jo še enkrat poslušaš, ki jo mogoče malo drugače slišiš, malo drugače razumeš in je zato še bolj dragocena. In nekatere lekcije moramo vedno znova vzeti, ker so vedno pomembnejše. Kaj vam pomeni uspešno življenje? Ja, to je zelo zanimivo. Sploh, kaj je uspeh? Uspeh je, če za marsikoga, da kaj posebnega narediš, da kaj odkriješ, da greš na Luno, to so bili zelo uspešni, kot športnik, da dobre rezultate dosežeš in tako naprej. No, mene je dala zelo dobro lekcijo ena negovalka v domu, ko sem imela veliko predavanj po domovih in sem jih vprašala, kaj zanje pomeni uspeh. In mi je ena Bončarka rekla, veste, zame je uspeh to, da grem na dopust in ko se vrnem z dopusta, mi moji varovanci, čeprav mi rečemo zdaj stanovalci, rečejo, pogrešali smo vas. In to je tisto, to je uspeh, ki ga mogoče ne doživi nekdo, ki ima 3 doktorate, pa ko se vrne z dopusta, reče, mogoče spet je ta tečnaš, tukaj ni nujno, ampak lahko. Ampak ta gospa pa dela za majhen denar, dela delo, ki je naporno, ampak je uspeh to, da je z ljudmi in da jo imajo ljudje radi. In dejansko je uspeh to. Kako znaš ti živeti v tistem okolju, v katerem si, kako znaš živeti z ljudmi, ki so okrog tebe, ne glede na to, kaj si po poklicu, kaj tudi kakšno je tvoje zdravje, saj uspeha ni odvisno od zdravja. Ko ste se ravno dotaknili zdravja, tudi o zdravju ste pisali in ste opozorili na to, kako zelo relativna stvar je zdravje. So ljudje, ki imajo zelo slabe prognoze, zelo slabe izvide, pa kar žarijo še vedno, in so ljudje, ki jim v bistvu nič ne manjka, pa so ves čas bolni. Ja, in tega je kar veliko, veste. Ampak jaz mislim, da je tako, da je zelo pomembno, kako človek že celo življenje razmišlja o življenju in tudi o bolezni in smrti. Če si o tem razmišljal in če znaš v življenju tudi videti tisto, kar je lepo, koliko ljudi je, ki ne znajo nikoli videti tisto, kar je lepo. In to je to. In tukaj recimo ti si lahko bolan, ampak življenje je še vedno lepo. Lahko pa si popolnoma zdrav, pa je življenje zate ena sama groza. To je tako hudo, če tega ne znaš ločiti. Vse sem imela opravka z res hudo bolnimi, ki so imeli pljučnega raka, to je hudo. Ampak tam sem srečevala zelo različne ljudi, ki so bili eni
res neverjetni in jaz sem se od njih tudi učila. Ampak srečujem pa tudi ljudi, ki so čisto zdravi, pa so zelo nesrečni, pa pravi se življenje je ena sama groza, nič nimamo, nekateri nič nimajo od življenja, pravijo. Jaz ne vem, kaj bi morali imeti od življenja. Zdaj smo že nekako zašli oziroma šli v naslednje poglavje, ker se vsako poletje enkrat prevesi v jesen. V knjigi smo to poglavje naslovili Ko moj svet poboža prvi dotik večera. Če se sami ne ustavimo, nas prej ali slej ustavijo bolezen, izguba, starost. In ravno v tem, kar ste zdaj omenili, ne? Ljudje se radi zazibamo v to iluzijo, da se vse te stvari dogajajo drugim. Drugi bodo zboleli, drugi bodo enkrat umrli, mi smo pa nekako večni. Kot ste omenili, ste bili z ljudmi v res najbolj ekstremnih, najtežjih situacijah. Vas pri tem, kako se ljudje odzovejo na karkoli v življenju, še kaj preseneti? Ja, vsega preseneča človeka vedno, ampak moram pa reči, da vedno znova tudi srečujem ljudi, ki jih moram občudovati in ki mi nekaj dajo s tem, kako se na to odzovejo. Poglejte, mi vsi res upamo, da to se samo drugim dogaja, nam se ne bo dogajalo, mi bomo pa lepo živeli, kakšne načrte delajo ljudje, ko bom šel v pokoj, bom pa to naredil, to pa to prebral, takšna potovanja po hribih, ne vem kakšnih, vse krasno. A ne, potem pa pride pokoj in potem se pa začnejo težave in potem pa vedno manj zmoreš. Zdaj pa tako, lahko si potem na smrt nesrečen, ker tega ne zmoreš, lahko pa potem kljub temu poiščeš, kaj pa vedno še zmoreš. Sej, dobro, če ne moreš zdajle na Triglav, boš pa šel kam bližje okrog. In konec koncev, če drugega ne veste, zdajle sem jaz v takem stanju, ko si, pa posebno še zdaj s to epidemijo, ko si s kakšnim telefoniram, pa rečemo, kako je bilo lepo. In živeti v teh lepih spominov. Veste, teh spominov nam nihče ne more vzeti. Mi jih imamo in hvala Bogu, da smo se to doživeli. Pa tudi dobro, če zdaj ne moramo. Se ne moramo pa čakati, da bomo celo življenje okrog po svetu hodili. In to je tisto, kar se mi zdi tako zelo, zelo pomembno, da znamo sprejemati tudi jesen in pozno jesen in pa še naprej zimo, tako, ampak da znamo tudi v tem se nazaj spominjati, kako je bilo pa poleti, ko smo okrog hodili. Ta čas epidemije, zaprtega javnega življenja ste vi ves čas objavljali in vaši zapisi so bili eni tistih, kjer ste poskušali vsakič najti ravno to. Eno svetlo stvar tudi v tem, da ne moremo več živeti tako, kot smo prej, ampak to ni bilo nujno slabo, tako ste omenili, ne? Da verjetno se z marsikom ne bi slišali po telefonu, ne bi obujali starih prijateljstev, ne bi imeli toliko časa in da to tudi ena izkušnja, za katero moramo biti hvaležni. Ja, in zakaj ne bi bili hvaležni, da je tako? Saj veste, potem, ko še nekaj časa pogovarjajo s nekom, potem ljudje priznajo, pa rečejo se res, hvaležni moramo biti. Zato je prav, da na to tudi spomnimo. Jaz se sama niti zavedam, ne, da so moji prispevki dosti optimistični. Jaz pač pišem tako, kot čutim, ne, in se mi zdi, če ljudem prinašam en tak pozitiven pogled na življenje, se že za to splača pisati. Ne vem, kako, tudi ne znam tako pisati, da bi samo začela, ne vem kaj, se razburjati, pa reči, da se skupaj ni nič. Ni to moj način. Izpuščanje je ena pogostejših besed med vašimi utrinki. Zakaj je tako težko sprejeti, recimo, da neka gospa letos ne more prvič na počitnice, na smučanje, neka druga ne more svoji družini speči potice za praznike, nekomu so končno vzeli ključe od avtomobila. Pri tem ne gre le za počitnice, ne gre za potico in ne gre za prevoz, ne gre za mejnike v življenju, zato verjetno imamo tako veliko težav s tem. Ja, to je sprav težka stvar. Jaz velikokrat pišem o umetnosti izpuščanja, ker je to po svoje. Jaz mislim, če znaš izpuščati, da če veš, da je pač treba stvari izpustiti, da nobena stvar ti ne bo večno ostala,
ampak ko nekaj izpustiš, se naredi prostor za nekaj novega. Potem to ni tako težko, ampak moram pa reči, da potem vedno znova imamo okrog sebe ljudi, ki to tudi znajo. Jaz moram reči ravno za to mojo prijateljico Julko, ki sem se grozno čutila, ona je bila strastna šoferka in je na leto po 40,000 kilometrov, takrat so se mi okrog se vozile. No in potem je prišel čas, je po 80. letu še enkrat podaljšala vozniško dovoljenje, potem je pa rekla, jaz pa zdaj ne bi več. Pa ni bilo nobenega zunanjega razloga posebnega, ne. Ampak nisem pričakovala, da bo nekdo, ki je s takim žarom vozil, potem pripravljen, da bo rekel, zdaj pa ne več. In tako imam jaz okrog sebe vedno ljudi, pri katerih to občudujem. In potem se mi zdi, da je to tudi en razlog, da meni pogum dajo za marsikaj pustiti. Sej, vsekako, jaz sem morala tudi izpuščati, najprej izpuščati to, da nisem hodila, pa sem morala izpustiti to, da sem pa šla z rolatorjem, zdaj z vozičkom. In jaz pravim, sej voziček bi bil, če bi normalno tekala okrog, bi bilo veliko lepše. Ampak, če pa že to ne gre, pa z vozičkom, in se da tudi z vozičkom marsikaj narediti. Lahko zelo normalno živiš tudi z vozičkom. Važno je, kako si potem stvari zorganiziraš, kako jih vidiš. Če se pa cel dan pritožuješ, potem pa ti pa ne pomaga. Ker se fizične moči in družbene pozicije ne moremo oklepati, ker nam same ne da bi vedeli, kdaj zdrsnejo z rok, pa se mnogi potem še toliko raje oklepajo materialnih stvari. In potem ljudje živijo v prevelikih hišah sami. Taka tolažba se hitro sprevrže v breme. Tudi na to točno. In so potem te materialne stvari veliko breme. In breme, kaj ti pomaga velika hiša? Tudi kaj ti pomaga veliko denarja? A veste, lahko imaš ti ne vem koliko denarja, ampak te ne more mlajšega narediti, te ne more narediti bolj zdravega, nič ti ne more pomagati. Važno je samo, da imaš tisto, kar nujno rabiš za življenje. In jaz mislim, da je to zelo pomembno, da človek začenja to že dovolj zgodaj na to paziti. Da ne kopičiš potem na starost, potem pa na starost ne veš, kam bi dal, pa se ti škoda zdi zdati, pa ne vem kaj. To je zelo hudo. Jaz poznam ljudi, ki imajo recimo čez 90 let stari, pa imajo hišo, več hiš, pa gozdove, pa ne vem kaj vse, ampak nič jim to ne pomaga. Reveži so. In prikrajšani za to, da bi to srečo, da je nekdo to dobil, ker verjetno slej ko prej bo, da bi to srečo, da bi bili deležni tega, ne? Ja, veste, potem pa že tako, pa še potem je tako, dostikrat se zgodi, da potem nimajo veliko otrok, nekaterih sploh nimajo. Pa je to sploh problem, kako naprej. Ali imajo enega otroka, ali pa imajo mogoče malo otrok, ki pa tudi niso reveži in ki jim mogoče tudi ni do tega, ne do hiše, do ne vem česa. In potem nastane problem, kaj pa s tem. In potem včasih se tudi zaradi tega skregajo. Jaz sem zadnjič pisala nekaj o poroki, pa je potem, da so bili zelo zanimivi komentarji, da to ni tako enostavno. Ko ljudem reče, včasih so še za oporoko težave, ker je zelo zanimivo, ljudje se grozno potem zagrebejo za nekaj, kar bi jim bilo dano kot dar. Recimo niti ne od staršev drugih ljudi. In so pripravljeni tam se tudi tožariti samo, da tisto dobijo. Človek to težko razume, da se takšne stvari dogajajo. Dom. Vi ste se velikokrat selili in kot ste zapisali v knjigi oziroma v zapisih, ste se vedno počutili doma. Nekateri se nikjer ne počutijo doma. Hkrati pa je dom prispodoba za toliko vsega. Ko nas kdo povabi k sebi domov, to nekaj pomeni. Ko se moramo na starost preseliti v dom starejših, je to spet dom čisto druge sorte. Od česa je odvisno, ali smo sposobni vedno znova pognati korenine
da lahko živimo in se napajamo, kjerkoli že pač imamo posteljo in mizo. Ja, jaz bi težko rekla točno od česa. Jaz mislim, da je nekaj to človeku tudi dano, ampak in da si lahko hvaležen, da ti je to dano. Poglejte, jaz prihajam iz Ljubljane, mi smo živeli, ko sem bila smehna, v enem čisto majčkenem stanovanju, in tisti, ki so s kmetije, rečejo, jaz sem pa doma od tam, iz tega kraja, iz te hiše. Jaz tega nimam, in tam pa smo se selili na železniško postajo, ki je bila zame takrat nekaj perfektnega, Cel študij sem jaz tam prebila, od začetka šole do konca študija, in se nam je spet fajn zdelo. Pa spet tako naprej, Ampak jaz vedno bolj ugotavljam, res tam, kjer si doma. Ampak to je treba počasi tudi graditi, in si potem hvaležen, da je tako. Veste, potem ste pa omenili tudi to povabiti ljudi domov. Jaz mislim, da je to ena zelo, zelo pomembna stvar. Kaj pomeni, da ti nekoga domov povabiš? Pa jaz sem tudi vesela za vse obiske, ki sem jaz šla nanje na obisk. To je zelo lepo, da vidiš, kje je nekdo doma. Poleg tega je pa še nekaj fajn, če se da, da ga povabiš na obec. To se pa meni zdi sploh ena takšna stvar, pa ni pomembno, kaj skuhaš. Dobro, se potrudiš, ampak ni treba tako, da 2 dni potem stokaš, kako si reveš, ker si to skuhal. Ampak kaj pomeni sesti se skupaj za mizo in skupaj obedovati, se potem pogovarjati. In to, moram reči, sva mi 2 z Julko delali v Ljubljani. Julka, ki prej ni nikoli kuhala, je potem, ko je šla v penzijo, začela kuhati in je dobro kuhala. Tak štrudel delala, kakor razlepa, kdo ne naredi, ona je testo naredila. In tako so imeli stalno mi 2 koga na kosilu. In to se mi fajn zdi k sebi domov povabiti. In seveda potem nekateri tega ne morejo razumeti, ja pa kaj je treba vse pripraviti. Nič posebnega ni treba. Važno je, da si ti tam, da si zraven, da se pogovarjaš in da se tukaj razvija neka skupnost. In na ta način gradimo spomine, ki nam potem, iz katerih črpamo dolga leta še. Točno. In veste, koliko spominov je tukaj? Spominov na razne ljudi, spominov na razne situacije, spominov na razne pogovore. In veste, tudi če teh ljudi zdajle ni več, nekaterih ni več, nekateri so mogoče že tudi pozabili, da smo bili skupaj. Ampak to so bili zelo lepi časi in poglejte, teh spominov nam nihče ne more vzeti. Te spomini so z nami. Poglejte, pa kakšen reče, ja pa toliko, ena gospa mi je rekla, jaz pa nisem v življenju nič lepega doživela. Jaz mislim, da to tudi ni res. Vsak človek doživi tudi kaj lepega, veliko lepega, pa veliko težkega. Oboje je. Ampak hudo je, če se ti potem vrtiš samo okrog tega, kar je hudo, kar je težko, in potem seveda to nikamor ne pelje, In samo veste, kako je, to je treba graditi že prej. Tega ne more človek pri 90 letih začenjati drugače misliti. In zato se mi zdi, da je celo življenje naše, kakršno je, ena sama priprava na starost. In da se to začne že z otroštva dalje, in da potem, ko si enkrat star, se v bistvu samo to, kar si, še bolj izostri. Takrat pride bolj do izraza to, kar si. In v bistvu na tej dolgi učni uri, na tej lekciji, vse ljudi srečamo z namenom. Vsi ljudje so naši učitelji, tako ali drugače. To sem jaz zelo prepričana, da se vse dogaja z namenom. Recimo tudi za marsikaj šele potem pozneje spoznaš, zakaj se je moralo to zgoditi, zakaj sem tega srečal. Recimo, koliko stvari je, ko bi jih jaz v prvem trenutku želela drugače, naredila drugače, ampak ko potem nazaj razmišljam, hvala Bogu, da se je to tako zgodilo, kot se je. In tudi ljudi, ki jih srečaš, Vse nekatere srečaš za zelo kratek čas, nekatere za daljši čas, za nekatere imaš občutek, da je boljše, jih ne bi srečal, ampak jaz mislim, da je vsak človek po svoje dragocen, da ti vsak tudi nekaj pove, čeprav na različne načine.
včasih na tak način, ki ga mogoče ti ne bi hotel, ampak tudi to je z nekim namenom. Tako da jaz sem res prepričana, da vse, kar se dogaja, je z nekim namenom. Pa veste, koliko je lažje živeti, če človek živi s tem občutkom, da je vse z namenom. Čeprav je treba priznati, da ljudje doživljajo tudi take stvari, kjer res težko sprejmejo, da bi kakšne izgube, kakšne družinske tragedije imele kakšen širši namen, ne? Težko se znebiti tega obžalovanja, pa verjetno, če človek to zmore, je to razlika med tem, ali zmore iti naprej, ali se zakovačka v neke težke situacije. To je res, a ne. In da nekateri ljudje res zelo, zelo težke stvari doživljajo. Ampak veste, zase ne moram reči, da sem toliko težkih stvari doživljala, to ne. Ampak srečam pa ljudi, ki so res težke stvari doživljali in ki so šli preko tega. To se pravi, da je to možno, ne. Čeprav je pa težko je to, ne. In jaz mislim, da je pomemben tudi od tega, s kom si skupaj, kdo ti stoji ob strani, tudi ta religiozna komponenta je zelo pomembna, ali pa ne, imaš ti tukaj še nekoga izven tega sveta, na katerega se lahko opiraš. Čeprav o tem ni nujno, da ljudje veliko govorijo, tudi ne govorijo z vsakim, ampak je pa to gotovo zelo dragoceno. Zdaj smo že se premaknili v novo poglavje, ker za jesenjo pride zima in čas, ko skozi dlani zaveje mraz. Kaj za tiste, ki se morajo soočiti res težko situacijo z boleznijo, smrtjo bližnjega, kaj zanje pomeni to, da smo kot družba prišli v neko situacijo, ko se vsega tega na široko izogibamo? Smrt ni več doživeto slovo, ampak nek ekspresni dogodek, ko človek niti ne dojame zares, kaj se je sploh zgodilo. Bolnih in ubogih ne gledamo radi, ker ne najdemo pravih besed. Vsi smo na tem vlaku brez pravih besed, dokler sami ne izpademo iz vagona in potem si želimo teh besed. Se bomo morali empatije ponovno učiti, ker tako živeti brez tega stika verjetno ne moremo. Oziroma vsi smo slej ko prej v situaciji, ko potrebujemo človeka. Ja, jaz mislim, da bo nujno, da se bomo morali tega spet učiti, ker verjetno je življenje tako, kot je zdaj, pa kar malo huda stvar. Torej, poglejte, vsak od nas bo umrl, to je sigurno, a ne. In če to tako zaizrivamo, če to za nas tako nekaj groznega, jaz mislim, da je hudo potem živeti v svetu, kjer se nekom dogajajo te grozne stvari. Tudi bolezen je gotovo nekaj težkega, ampak tudi ne bo medicina še tako odlična, ljudje bodo še vedno zbolevali in še tudi umirali, pa sploh ne. Tako da jaz mislim, da moramo mi se res učiti s tem preprosto znati živeti. In to je tisto, kar se tudi cel življenje tako rekoč učimo. Zdaj, kako bo uspel to miselnost predrugačiti, je vprašanje. Jaz si včasih mislim, to, kar jaz počnem, je majhna stvar. Ampak, če saj pa nekomu malo prebudiš tisti občutek, da te stvari niso tako grozne, da niti smrt ni tako strašna, niti bolezen, ne, potem je že nekaj. Poglejte, jaz ravno pa smrti velikokrat rečem, gotovo je hudo, ko ti nekdo umre. Ko ti nekdo umre, ki si ga imel rad, recimo na zakonce, ki so se dobro razumeli, pa so bili 50-60 let poročeni. Ja, takrat, ko ti ta sozakonec umre, se ti tako rekoč svet poruši. In zato se meni zdi čudno, da potem drugi kmalu umre. Ampak drugače pa ob smrti bi morali za moje pojme veliko več govoriti o hvaležnosti. Se tega človeka spominjati s hvaležnostjo in reči, pa hvala Bogu, da smo ga imeli, da smo vsaj toliko časa bili z njim skupaj. In če se potem ti nekoga spominjaš s hvaležnostjo, je majčkeno drugače, kakor samo z eno grozo. Je to bi lahko bil en recept za takrat, ko ljudje res pri najboljši volji ne vejo, kaj reči, ne najdejo pravih besed in potem se zgodijo takšne situacije, ki jih opisujete tudi vi v svojih zapisih, ko si je žalujoča vdova, težko se je spravila v mesto,
potem zagledala znanko in se razveselila srečanja, ampak jo je ona obšla na drugo stran ceste, ker se ni želela srečati z njo. Pa verjetno ni hotela nič slabega, ampak to je tista šibkost v človeku, verjetno. Ja, in ljudje preprosto ne vejo, kaj bojo rekli. Ne veš, kaj boš rekel nekomu, ki je hudo bolan, ne veš, kaj boš rekel nekomu, ki mu je nekdo umrl, in potem, ker ne veš, kaj boš rekel, potem se pa temu raje izogneš. Ampak v bistvu je pa tako, mi se ne zavedamo, da sploh ni pomembno, kaj rečeš, ampak pomemben je, da ti znaš čuti z njim, pa da ga poslušaš, pa mogoče ga objameš, mu daš roko, je to več vred, kakor da mu tam govoriš ene besede, ki so lahko čist prazne in ki čist nič ne pomenijo. Ampak bolj pomemben še, kakor to, kaj rečeš, je to, da sploh greš zraven, da ne greš kar nekje mimo po drugi strani ceste. To je tisto, priti zraven in potem poslušati. Sej, včasih se zgodi, da lahko tudi se zaveš, da si kaj narobe rekel, ampak sej to ni, mi vsi delamo napake. In če jo kdaj naredimo, je pač lahko obžalujemo, pa vemo, da tega ne smemo več. Ampak drugače pa samo ne bežati stran. In ker smo hoteli, da knjiga izveni optimistično, je zadnje poglavje posvečeno pomladi, ker za vsako zimo pride čas, ko med prsti zazveni harmonija upanja. V čem je, nekaj ste že omenili, ampak v čem je blagoslov starosti in možnosti, da se ozremo in ovrednotimo življenje? Ker danes bi vsi radi dolgo živeli, nihče pa noče biti star. Ja, to je zelo zanimivo. Pa radi pa dolgo živeli, ne? Ja, veste, kako je. Jaz mislim, da je zelo dragoceno pogledati nazaj, pa tako kot celoto pogledati. In malo ovrednotiti v tem smislu, ne koliko je bilo uspešno, perfektno, tako kot češ, kakšne rezultate si dosegel, ampak kako je kot celota. In reči, pa sej končno tako, kot je bilo pa dobro. In da si tega preprosto tudi vesel, da je bilo tako. Seveda, da si preprosto tudi vesel, da vse to, kar sej, svet, ki ga boš zapustil, da imaš v bistvu v svojem nahrbtniku kar nekaj, kar je pa dobro, in kar nekaj, kar si ti tudi mogoče s trudom, pa ne mislim na materialne stvari, ampak česa si se naučil, kaj si spoznal, pa tako naprej, da vse to nosiš za sabo. In vse tako ne pravi, da je star človek moder. Spravim, je moder, če zna tako gledati na življenje. Ni nujno, da je vsak star človek moder. Samo po sebi še nisi moder. Ampak če si znaš življenje, ki si ga živel, tudi tako vrednotiti in tako gledati nanj. In zato ne moramo kar na splošno reči, vsi stari ljudje so modri. So ali pa niso. Nekateri so zelo, zelo modri. Nekateri pa žal ne. In tako se mi zdi meni, v poletju je pa tisto obilje življenja. In če tako gledate, je starost neko obilje življenja. Obilje življenja, ko je vse to za teboj, ko se zavedaš, kaj vse je bilo, ko si hvaležen za to, kar je bilo. In potem, seveda je pa tukaj, mislim, da je tudi pomemben misliti na večnost, in malo za srečno zadnjo uro, veste, to je pomemben, da rečeš, vse to je bilo in zdaj, ampak to je pa ta verska komponenta, ki je, in jaz zdaj z odprtimi rokami čakam, kaj se bo še zgodilo. In tudi z veseljem, končno, zakaj se pa ne bi veselili tudi tega, da bomo enkrat zapustili to življenje in prišli v večnost, za katero ne vemo, kakšna je, lahko zdaj ugibamo, jaz upam, da bo lepa, kakšna je, pa ne vemo, ampak z vsem tem bomo prišli tja. Skratka, bomo dobili odgovor na tisto največje vprašanje v življenju. Če se vrnemo še malo nazaj, dr. Ramovš je v eni svojih knjig, mislim, da Sožitje v družini, jo je zaključil z besedami: Bog daj, da bi bil prijeten starček. Kot ste že omenili, to je misija, ki jo začnemo že v mladih letih.
nekateri nikoli ne stopijo na to pot, da bi se pripravljali na to prijetno starost. Kako se vi branite pred, bom rekla karikirano, napadi zagrenjenosti? Ker v taki skupnosti, kot so domovi starejših, je pa vedno kar velik odstotek ljudi, ki iz takega občutka, iz takih ali drugačnih razlogov ne znajo znebiti. Skratka, se kopajo v neki zagrenjenosti. Vam pomaga, da ste tako pozitivni in potem pač privlačite temu primerne ljudi, ali kako? Ja, moram reči, da jaz vseeno nimam s tako velikim številom tukaj stikov, ne z vsemi tistimi, ki ležijo, sploh ne. Je pa res, da je tukaj veliko, v domovih je veliko ljudi zagrenjenih tudi zato, ker so prišli v dom ne po svoji volji, ampak so prišli v dom zato, ker pač ni bilo druge izbire, ker so bili v bolnici, pa so si konec domili, pa niso mogli nikamor drugam, pa so v dom prišli. Nikoli si niso želeli v dom, zdaj so pa v domu in to je prava tragedija. In tega je v bistvu zelo veliko. Jaz moram reči, da jaz jih poslušam, včasih kaj rečem, včasih si pač mislim, da svoje. Je pa tukaj dragoceno to, da mi dve z Julko skupaj tukaj bivava, da se o tem veliko pogovarjava in da o tem tudi veliko razmišljava. In včasih je tudi težko kar na drugega prenesti to razpoloženje, ki ga imaš ti pozitivno. To ni tako enostavno. In poznava veliko ljudi, pa ne mislim tukaj samo v domu, na splošno, ki bojo verjetno takšni, kot so, pa so že zelo stari, pa se ne bojo spremenili, bojo takšni verjetno umrli, nezadovoljni. In za takšna prava, da te tudi v večnosti ne bojo zadovoljni. Ampak tako je. Tako da jaz moram reči, da imam po svojo srečo. Poglejte, mi dve z Julko so bile sicer kolegice, pa če bi nama en takrat rekel, da bomo mi dve enkrat tako sobivale, bi jaz rekla, to je znanstvena fantastika. Ampak potem tako življenje nanese, ko poznaj in tako vidiš, kako je potem to tudi dobro in kako je to tudi prav. In tako se tudi druge stvari obračajo. Tudi koliko ljudi. Jaz sem hvaležna za vse ljudi, ki sem jih srečala in še srečujem. Ko ste ravno omenili hvaležnost, hvaležnost je ena izmed besed, ki je med utrinki zelo pogosta. Zakaj je to čustvo mogoče najpomembnejše za srečno in zadovoljno življenje? Ja, jaz mislim, da znaš ti biti hvaležen za to, kar si, kar imaš, kar je okrog tebe in sploh, da bivaš, se končno lahko te tudi ne bi bilo. In če znaš biti hvaležen, potem za nekaj, za kar si hvaležen, je čist drugače. Če si ti hvaležen za življenje, pomeni, da imaš to življenje tudi rad. Za tisto, česar ne maraš, za tisto nisi hvaležen. Vsaj običajno ne. In tako da jaz pravim, da ja, hvaležnost, čeprav si mi tako zelo redko rečemo hvala. Mi si redko rečemo drug drugemu hvala. Ampak v bistvu je pa najlepši kompliment to, če nekomu reče hvala, da si to, kar si. Ampak nekako nismo tega navajeni. Skratka, hvaležna za to, kar imamo, za to, kar smo doživeli in za naprej, ne glede na starost, imeti odprte oči. S tem smo že začeli. Skratka, se vedno naučiti kaj novega. Če še enkrat ponoviva spodbudo za starejše, da se lotijo česar se bojijo, na primer uporabe pametnega telefona, družbenega omrežja, nek nov recept, ki ga še niso, magari igranje na pokrovke, če nič drugega. Skratka, nekaj novega, biti odprt za kaj, tudi za nove obraze in nova srečanja, ne? Ja, in ja, to je zelo pomemben. Poglejte, tudi, ne rečejo, ko si star, pa potem nehaš pridobivati nove prijatelje, znance, pa tako. Za vse, da si za vse odprt. Jaz sem zdaj pred kratkim, to sem tudi pisala, kako nama je ena najna prijateljica iz Celja prinesla šparglje. Ampak to pomeni, da sva mi dve, ko sva mi dve prišli v Celje, nisva poznala nikogar. Tukaj. In da se v teh letih potem naberajo ljudje, ki so ti blizu, ki si
dobro hočejo, ki so ti pripravljeni pomagati. In je pa tako, da mora vedno človek tudi sam določene korake delati. Ne more samo z ene strani. Torej, to sem ravno zdajle gledala, to imam pa nekje na tem blogu od Svetega Jožefa. Ne, vsak odnos je most. Most, ki ga gradita dva človeka. Z vsake strani eden. In ne more ta most biti samo z ene strani grajen, ampak vedno z obeh strani grajen in potem se stakne. In zato mi vsi ne smemo samo čakati, kako nam bo nekdo drug nekaj dal na redu, ampak kako bomo tudi mi kaj dali. Pa mi naredili. No, saj temu niti ne rečem dati, ne, ampak kako bomo mi naredili korak z naše strani. Zanimivo, da ste to omenili, ne, kako pomembno je znati dati. Na drugi strani je pomembno tudi znati sprejeti. Tudi to ni tako samoumevno. Točno. To je zelo pomembno, ne, ker je naše življenje je dajanje in sprejemanje. In je zelo hudo samo dajati. In mene zelo motijo ljudje, ki rečejo, da se popolnoma darujejo za druge. To ni res, a ne. Nihče se ne more popolnoma darovati za druge, ker ko nekaj delaš za drugega človeka, vedno tudi veliko sprejemaš. In je prav, da se tega tudi zavedaš, ne, kaj vse sprejemamo. In je prav, da sprejemamo. In pogledajte, nekateri tudi mislijo za vsako stvar, ki ti jo nekdo da, moraš plačati. Nekateri vse se je treba oddolžiti. Pa še malo več oddolžiti, da bo čisto v redu, da boš še malo več dal. Ampak pa sploh ni pomembno, da ti, če nekaj dobiš, da daš naprej, pa ni rečeno, da istemu človeku daš. Lahko daš to nekomu drugemu. Ampak važno je, da je to tudi pri tebi dajanje in sprejemanje. In to je pomembno. Pri ljudeh, ki rečejo, da se tako žrtvujejo, se darujejo, je pogosto nekje vzadaj to vzbujanje krivde pri nasprotniku ali pa to čustveno izsiljevanje, kar je daleč od tega, kar bi pojmovali kot neko medčloveško ljubezen. Seveda, ker poglejte, če se nekdo popolnoma daruje zate, takemu človeku niti dovolj ne moreš biti nikoli hvaležen. In potem pa še tako poglej, kaj vse zate delam, kako se darujem zate, ti pa do mene nič. To je zelo hudo. O takih zadevah in podobnih se pogovarjata z gospo Julko tudi na vajinih srečanjih o pogovorih o življenju in smrti. Zdaj, odkar so spremenjene razmere, so se pogovori prestavili na splet, takole nadaljavo. Kako se to obnese? Boste nadaljevali? Ja, torej to se obnese veliko boljše, kakor smo pričakovali. Torej s temi pogovori po Zoomu smo začeli januarja letos. In zdaj smo imeli že 9-krat. In prej smo imeli pa skozi, v bistvu od začetka, od leta 13, 7 let, zdaj 8 leto teče. No in ti pogovori so zelo fajni. Mi se pogovarjamo o vsem, vsi se sodelujemo pri tem. To ni tako, da bi rekel samo en nekaj predava, ampak in so tudi različni ljudje, različne stvari povejo. Včasih pride kdo samo enkrat, 2-krat, ko nekaj potrebuje, ko mu kdo umre. Včasih prijo nekateri bolj redno hodijo, nekateri pol leta ni, pa pol spet pridejo. Tako da noben ni prisiljen, da bi redno hodil in vsak sodeluje, kolikor hoče. Je pa tako, dostikrat se je že zgodilo, da je kakšen rekel, veste, jaz sem prišel, pa bom samo poslušal, smo rekli v redu. Potem se pa začnemo pogovarjati, začne pa govoriti in potem je on tako rekoč izpolnil tizdana, ker nam je povedal svojo zgodbo, zaradi katere je prišel. No in zdaj je bilo tudi po telefonu kar nekaj zanimivih pogovorov in zdaj tako, zaenkrat bomo po Zoomu sigurno še se nadaljevali. Prednost tega je to, da so lahko udeleženi ljudje, ki niso iz Celja in okolice, ki so recimo iz Ljubljane, iz Dolenjske,
iz Prekmurja, zadnjič je bila pa prvič ena gospa, ki je bila tisti dan sprejeta na ortopedsko kliniko. To se je prvič zgodilo, takrat je bila sprejeta, ker je morala biti nujno sprejeta in je zauredila, da je bila ob 5. popoldne na računalniku in da smo sodelovali. Recimo tega ne bi mogla, če bi se srečali tukaj. Tako da nekaj ljudi pa je, ki nimajo računalnika, ki tega ne morejo in ki bi bili tudi dragoceni, za katere nam je pa žal, da ni. Tako da vse ima pluse pa minuse. In upajmo, da bomo v prihodnje, ko se stvari uredijo, obdržali pluse na obeh straneh. Zadnji zapis v vaši knjigi govori o tem, da gremo vsi, hočemo ali nočemo, proti istemu cilju. In eden zapis pred tem pravi, da naj ne odlagamo življenja na jutri. Kaj bi v koncu najinega pogovora dodali še k temu? Ja, jaz mislim, da je fajn, da vsak dan postrimo to, kar je, pa ne mislim tukaj samo, da bi delali ali pa to, ampak da uresničimo to, kar se nam zdi v tem trenutku pomembno. Včasih je to, da nekoga pokličemo, včasih je to, da kakšno stvar preberemo, včasih je to, da kakšno stvar naredimo, karkoli, včasih je tudi treba, da kaj razmislimo. Skratka, tukaj smo in prav je, da to izvedemo. In da je vsak dan dragocen, ne glede na situacijo in na starost. Točno, in da je vsak dan dragocen in da se veselimo tega dne, takšnega, kot je. Tudi če, recimo zdaj nam te dnevi niso bili tako všeč, ker smo bili bolj noter, ampak konec koncev je pa tudi nekaj dobrega prineslo. Gospa Metka Klevišar, hvala za ta bogat in doživet večer. Jaz sem prepričana, da tako čutijo vsi, ki so bili nocoj z nama. Utrinki vzporednih svetov so res knjižica za vse generacije, zapisi vsak dan znova navdihujejo, tolažijo in zdravijo. In ker je to tisto, kar običajno želimo tudi svojim dragim, so tudi tako zelo priljubljeno darilo. Poiščite svoje utrinke vzporednih svetov na policah Celjske Mohorjeve družbe, v Ljubljani na Nazorjevi 1 in v Celju na Prešernovi 23 in seveda na spletu na www.mohorjeva.org. Vzemimo si čas, poglejmo v nebo ali pa odprimo knjigo in naj nas utrinki, taki ali drugačni, spomnijo na vse blagoslove in vse razloge za hvaležnost, ki smo jo v življenju deležni. S to mislijo se od vas poslavljamo Saška Ocvirk in Celjska Mohorjeva družba ter Miha Lokovšek in Dom Sveti Jožef Celje. Ja, tudi jaz vse lepo pozdravljam in me veseli, da smo se lepo pogovarjali. Hvala lepa še enkrat. Srečno.